Pozdravljeni državljani, državljanke, gosti, gledalci najinih oddaj in javljani iz te viteške dvorane. 2 oddaji so že za nama in še 2 imamo pred sabo. O čem bomo govorila v tokratni? Ja, danes bo ognjeno, bo prasketalo, bo veselo, kajti seveda ogenj je tak vesel, koleričen sicer, tak vodstven element, ki seveda govori o času od poldneva do večera, do sončnega zahoda in seveda o poletju. Odlično. In kje je to prikazano v viteški dvorani? Kot vedno, pridi, pa ti pokažem, kaj naj drugače. Treba Odlično, videti. greva. Sediva na nadvse udobnih stolih, ampak ni bilo vedno tako. Kdor je bil na kakšnem koncertu ali na kakšni prireditvi v viteški dvorani tekom preteklih 40 let, se lahko spomni enih tako zelo lepih dizajnerskih stolov iz Trstenike, če se ne motim, ki pa so jih pred kratkim nadomestili oziroma zamenjali z temi prav slovesnimi in zelo, zelo udobnimi stoli, pa tudi neka zgodba je za tem, če se ne motim. Seveda, pri nas je vse zgodba, ne da. Pa ne samo zato, ker mora biti, ampak ker dejansko res je. Prejšnji stoli, ki so bili lepi, so lepo pasali v to dvorano tudi, so bili tukaj, tako kot si rekel, nekaj več kot 40 let. Natančno ne vemo, kdaj so prišli k nam, naši sodelavci so rekli, da so že od nekdaj, da so pred njimi in tako smo nekako uspeli rekonstruirati, da se jih prvič vidi na enem dogodku leta 1976. Svoj zadnji dan v tej dvorani so pa preživeli 21.12.2018, to se pravi pred nekaj več kot 2 letoma. Ideja, da dobi ta dvorana lepše, boljše stole, v bistvu res tudi zato, da udobneje sedimo, pa tudi zaradi zvoka, ampak predvsem, da udobneje sedimo, je tlela nekaj časa, kajti ko so prihajali ljudje, so rekli, oj, se je tako lepo, ampak ko bi imeli malo boljše stole, ker so bili ravno tako, če sta ledveni del najbolj neprijazni. No in ta akcija je tudi nekaj časa trajala, ker seveda 200 stolov kupiti ni kar tako, sploh teh, ki so bili posebej oblikovani za to dvorano. To pa nisem vedel. Ja, te so bili, zato da jih lahko nakladamo, so seveda tudi del mojstrstva, ki jo gojijo v Stil lesu in tako nekako tudi nadaljujemo mojstrstvo, ki se je kazalo v tistih prejšnjih stolih. Ker gre za Tonetove stole, številka 209, izjemno znan model, ki ga je uporabljal tudi Le Corbusier, ta slavni arhitekt, z njimi opremljal svoje stavbe, ta stol je v kavarnah, je pač v nekih poslovnih prostorih, v šolah in ko smo mi se odločili, da najprej v prvi rundi razprodamo oziroma po simbolični ceni ponudimo te stole tistim, ki bi si želeli imeti doma, je bilo to tistih 150 prvih stolov razprodanih, bi lahko rekli, v manj kot enem tednu. Ja, izjemno zanimanje je bilo zanje. Jaz se moram pohvaliti, jaz sem tudi namreč 2 odkupil. Zelo, zelo lepo dokazilo je prišlo zraven in certifikat, slika, zgodba o teh stolih. In moram povedati, da tudi v mojem studiu doma so prav tako neudobni in prav tako lepi in svečani, kot so bili tu. In glede na to, da smo tako končali zdaj na tem obrtniški noti, se mi zdi, da je prav primerno, da sva jih danes omenila, ko imava za današnji simbol ogenj, ki je, če se ne motim, simbol obrtnikov, ustvarjalcev, podobnega. Seveda, pač Hefajs, ki je upodobljen, je tudi zavetnik kovačev, kovaštva in pa rokodelcev. In seveda tudi recimo, sicer te stoli niso bili v kovačiji narejeni, ne eni ne drugi, če bi prišli blizu ognja, pač ne bi preživeli. Recimo tej Tonetovi pa sploh ne in sem zelo vesela, da jih imaš doma. Res je bilo večkrat tudi povedano, da so si jih ljudje kupili tudi v spomin na to, kolikokrat so obiskali dvorano, kar se nam zdi fino, in tudi na to, kolikokrat so trpeli v tej dvorani. Tako da to je to. No, ampak, tako kot si rekel, danes govoriva o rokodelstvu, o izjemnih mojstrih, različnih, bi rekli, znanj in veščin, pri čemer imava enega posebnega gosta,
ki pa je seveda nad tega področja kovaštva. Pa še poznaš kakega kovača? Ja, poznam celo enega takega mladeniča, kot si ti, ki na zelo podoben način nadaljuje svojo družinsko tradicijo, ti z glasbo, ker pri vas ste glasbeniki, Ja, on pa seveda z rokodelskimi znanji v domači delavnici. res, Ja. z ognjem in Z ognjem, in- z tnalom, z kaj so že te kladiva in nakovala in vse sorte, ja, tako na pravi način. A te zanima? zelo me zanima. Dobro, povabila sva Lovra Jurečiča iz Vorančeve kovačije. Lovro, pridi, dobrodošel. Zdravljena. Loro, zelo navdušen sem, da te spoznam. Sploh po vseh teh, ne vem, kdor ga followa na Instagramu, je imel zdaj pred kratkim eno nagradno igro in moram reči, lahko bi se tudi z marketingom ukvarjal, glede na to, koliko ljudi je delilo zdaj te tvoje nože, mislim, da jih vsi želijo. Ja, zgleda, da je potreba po enem ostrem nožu res velika. Drugače pa giveaway še traja. No. Tako A da, giveaway še ja, traja? do Božiča. Do Božiča. Ja. No, tako da pofollowajte, kako imaš profil? Vorančeva kovačija. Vorančeva kovačija na Instagramu. Mogoče dobite enega takih odličnih nožev. Te moram povprašati, mogoče je malo butasto vprašanje, ampak ali kuješ železo, dokler je vroče? Ja, definitivno, ker sploh pri nožih, kjer je malo kvalitetnejše oziroma bolj občutljivo jeklo, če ga udariš, ko je premalo vroče, se lahko razbije, lahko ga uničiš, tako da je lahko veliko problemov iz tega. Ok. Ja. Pa zdaj še eno butasto vprašanje, ker jaz imam rad tako butasto vprašanje. Namreč piščančji rejci imajo tisto o kuri, ki je prečkala cesto in nihče ne ve zakaj. Zemljani se zdaj zopet sprašujemo o tem, če je zemlja okrogla ali je ploščata. Pa tudi kovači imate eno večno vprašanje. Zdaj pa poslušaj. En kovač konja kuje. Koliko žebljev potrebuje? Ja, zanimivo vprašanje. Z prve roke bomo izvedeli. Zanimivo vprašanje, na katerega pa ne vem odgovora. Predvidevam tam nek 6-8 žebljev. Najbrž bi pa mogli vprašati mojega pradeda, ki se s tem v bistvu tudi bolj ukvarjal. Jaz pokrivam večinoma sam nože. No. Tako da ja, rajš ne bom nič rekel. Torej nože, nič nakita, ničesar podobnega, ali si se tudi s tem kaj spogledoval? Nakit je, mogoče se malo pobrskal v svet nakita, en prstan za sebe, pa uspelo mi je narediti 2 poročna prstana iz zlata, na kar sem kar ponosen. Mislim, da si lahko. Ja, najbrž se še nista uničila, tako da držimo. Zakon še traja? Zakon še traja. To je važno, to je važno. A lahko jaz nekaj skočim? Ja, vem, da tudi študiraš, recimo, ker sedimo v tej dvorani Ignaca Marija Atemsa in ta naš naci Ignac pomeni tudi ogenj. In on je seveda, preden je se ustalil, preden je pač se odločil, kaj se bo počel v tem življenju oziroma preden mu je bilo dano, je seveda šel na kavalersko potovanje. Je študiral na Dunaju, je dobil naziv, a ti tudi kaj študiraš ali je zdaj to neka tvoja prihodnost? Ja, v bistvu je tako. Trenutno še študiram strojništvo, ampak je pa zanimiva zgodba s temi noži, da v bistvu lansko leto nekako nisem uspel narediti letnika. Se zgodi pač. In sem pavziral in sem rekel, ok, Lovro, kaj bomo zdaj delali? In sem rekel, nič, dajmo nekaj butastega. In sva z dedjem nekako pogruntala, kaj potrebujeva za prve nože, spravila nekaj mašin in pa sem nekaj avgusta lani začel s prvim nožem. In od takrat naprej se pol ta zgodba nadaljuje, tako da iz vsega slabega nekaj dobrega rata, kakor rečejo. Tako da zdaj sicer še nadaljujem študij, so noži malo na stranskem tiru, ampak kadar se najde čas, z veseljem se zaprem v delavnico, dam musko na glas in delam nože. Mislim, izgledajo res fenomenalno. Hvala. Ampak rokoval ne bom z njim, ena, ker sem bolj štorasti naravi, 2, ker rabim prste, 3, ker niti ne smem. Ampak me pa zanima, lepi so, ampak ali so tudi ostri?
Sem pričakoval, da bo nekak prikaz potreben Okay. in sem se pripravil. Navaden list papirja, da ne bo, da misli, da je kak čarovniški trik. Tale drugi ni ošter, no, da ne bo kakih dilem. Nekako takole gre, no, recimo. Vidiš, to je dobro, da ne seva v roke to pivo. Okay. Ja, Jaz mislim, da če naš druga sledite Vorančevo kovačijo iz strahu spoštovanja. Alenka, ti si pa prej omenila, da se vrnemo nazaj na to dvorano in na grofa Atemsa, ki je kupil tale grad in marsikaterega še. On je bil tudi obrtnik, verjetno. Ja, on je bil obrtnik v nekih drugih stvareh, bi lahko rekli, mojster drugih reči. Bil je pa res zelo uspešen in ni drugega, kot da samo preberem. Zanimivo, no, seveda, kaj vse je počel, kako se je njegova pot, kako je peljala. Je imela tudi kar nekaj s takimi kovaškimi zadevami, ker je bil kar dolgo časa v vojni službi in naš Hefajs tukaj gor seveda kuje strelo za svojega očeta Zeusa. Vidimo na prizoru tudi kar nekaj orožja sodobnega, se pravi iz tistega iz 17. 18. stoletja, kar zagotovo nekako kaže tudi na ta pomen Atemsovih služb. In to seveda ne znam na pamet, ne znam na pamet, tako da v bistvu moram to prebrati. Namreč bil je 1680 je postal cesarsko-kraljevi komornik, nato leta 1683 svetnik notranjo-avstrijske komore v Gradcu. Tam se je tudi poročil s to svojo prvoženo, ki ima tudi zanimiv priimek. To je Marija Regina Wurmbrand in tukaj nad nama je njen grb, ki v bistvu v nekem prevodu pomeni ognjenega črva. Mi mu sicer rečemo zmajček, ker je nekako to boljše. Malo boljše. No, in poročil se je v bistvu zelo dobro, ker mu je ta njegova žena prinesla kar lepo doto, tako da si je lahko kmalu kupil recimo gospodstvo Podčetrtek, že leta 1686 in potem seveda tudi postal vrhovni proviantni mojster Slavonske vojne krajine, se pravi, ta vojaška kariera njegova se je začela in to je bilo recimo, so rekli, njegovemu značaju. On je tudi rojen 15. avgusta 1652, se pravi v tem ognjenem času, je imel te vodstvene, je imel te kolerične značilnosti, je bil rojen za to v tem ognju, no. In je seveda te oddaje, ne? Ja. In seveda zaradi teh nalog pri dolgotrajni, tako imenovani Dunajski vojni s Turki, ki je trajala v bistvu 16 let, od 1683 do 1699, je znotraj tega vojnega obdobja bil tudi v bistvu, bi lahko rekli, neke vrste vojni dobičkar. In seveda takrat je pridobil še številno bogatstvo, da je potem lahko kupoval vse te gradove, pa se pravi Brežice, pa Štatenberg, pa Gösting, pa Reichenburg, Slovensko Bistrico, pa potem še Brestaniški Spodnji grad in si zgradil tudi palačo v Gradcu. Tako da ta naš Ignac Marija Atems je bil pravi ognjeni človek, pravi človek ognja. Ja, in vidva sta tudi tako, da. Jaz danes vem, da sedim z dvema odličnima mladeničima, ki sta na tej poti, da na različne načine peljeta to našo družbo naprej. Oba dva sta neke vrste prav posebna. Kaj rečejo pri tebi tvoji sošolci, da ti pač se ukvarjaš s kovaštvom? Kdo se še ukvarja pri tvojih letih s kovaštvom? To je res, ja. Veliko je začudenih pogledov. Večina jih sploh ne ve, ker itak smo prek Zooma, se ne moramo baš razpravljati. Tako da, ja, no. Drugače pa so navdušeni, no. So veseli, da se spet obuja neka stara obrt. Tudi navdušenje nad noži je malo večje, zato ker se mi zdi, da ljudje spet znajo ceniti neko ročno delo. Sploh, če daš neke osebne stvari na to ročno delo, z neko zgodbo recimo. To sem vesel, da se vračam. Ja, o tej zgodbi, malo nam povej o tej zgodbi. Malo pokaži tiste podrobnosti in pa seveda tudi, zakaj je to Vorančeva kovačija. Ja, ime je v bistvu, izvor imena je malo butasto. Jaz sem Lovro, krščen Lovrenc,
koroška verzija Lovrenca je pa Voranc. Recimo Prežihov Voranc, Lovro Kuhar, ne? Asociacija, no? Ja. Odlično. Nobene druge povezave. Razen, da so svetega Lovrenca pač tudi sežgali, ne? Okej, Okej. evo, odlično, Tako da odlično. od tega ne moreš izbežati. Kaj pa tale logotip? Ja, logo je pa v bistvu tročelni kamniti most v Podbočju. To je v bistvu most iz časa Napoleona, ki so ga zgradili njegovi vojaki in je še danes pač trden in se avti čez vozijo. In prav tako sem se vsak dan jaz tudi vozil čez do šole, do cerkve, do trgovine, kamorkoli v svet. In se mi zdi, da je tudi nek simbol, ki kljubuje zobu časa, kar upam, da bojo tudi moji noži. Prav tako pa je most nek simbol povezave med generacijami, se pravi moj pradedek, potem dedi, od katerega se tudi danes še učim. Tako da ja, to je nekako ta simbol. No. Res fantastično. No. Rad bi, mogoče se ne vidi toliko na kameri, res je izredno veliko detajlov v tem nožu. Tudi recimo na zadnjem delu je poseben grb, če se ne motim. Ja, to je pa v bistvu nekak cekin, ki so ga našli na Starem gradu, kjer je bila trdnjava. In tukaj je zapis Santa Cruz, se pravi Svet križ Podbočje. In se mi zdi en tak lep detajl, kjer ga lahko sam jaz dam gor dejansko, ne, ker no, ali pa če še kak drug kovač v Podbočju, ne vem. Ne. Mislim, da če bi to vedel, bi vedel ti. Zdaj gotovo, glede na to, da se s tem ukvarjaš, si tudi dosti bolj, ali pa verjetno si že prej bil bolj pozoren na to, kako izgleda dober nož, kakšne so lastnosti dobrega noža. Zdaj, da je oster, smo videli, ampak kaj pa teža, uravnoteženost noža? Kako veš, da je pravilno uravnotežen? Ja, v bistvu jaz delam predvsem kuhinjske nože, tako da za druge ne bom govoril, ampak za kuhinjske nože nekako je neko nepisano pravilo, da če ga z rezilom postaviš na mizo, do roba bi mogel nekako obstati. No. Se pravi, da je ravnotežje ravno pred držalom, recimo, nekaj takšnega. Ja. Mislim, da moramo tudi povedati, da drugi nož je tvoj prvi nož, ne? Ja, da ne bo zdaj izgledalo. Se mi zdi, da je velika razlika. Ja, s tem je začel. S tem je začel, ja. Da ne bo izgledalo, da je to tako enostavno. Ne, tudi ta prvi izgleda zelo mamljivo, za en puter namazati, za tatarca, mogoče čez božične praznike. Mogoče tatarca, ja, mogoče. No in ker imam dva mojstra tukaj, Robi, katera je bila pa tvoja prva pesem? Kako to zdaj izgleda? A bi jo še znal zapeti? Prva pesem, ki sem jo napisal, je bila za učiteljico matematike, ker nisem imel domače naloge. In je bilo nekaj v smislu, ne vem čisto točno, ampak je bilo nekaj v smislu, joj, če mi daste še eno priložnost, na tisto gor dol. Šlo je za gospo učiteljico Bredo Majcen in dala mi je še eno priložnost. In tudi pol nisem naredil domače naloge, ampak dobro, pesem sem pa napisal in še zdaj, jaz si njem mama, pa mislim, da jo ima nekje shranjeno, podobno z nekimi takimi pripetljaji iz osnovne šole. Večinoma so bile ženske ciljna publika mojih prvih pesmi. Ja, v enem tvojem predstavitvi, samo predstavitvi pravi, da imaš več pesmi kot pa lepih ocen, ali nekako tako. Ampak pustimo to, jaz pa vem seveda, da imaš ti eno novo pesem, ki ravno tako zelo dobro povezuje današnjo temo, se pravi te veliki mojstri oziroma mojstri na različne načine, oziroma kar ti povej, kako bi to predstavil. Naslov skladbe je Majster, kajti kot vsak dober mojster ve, obstajajo mojstri in obstajajo majstri. In je velika, velika razlika. In moja skladba, ki če jo smem zaigrati, govori o majstrih. Torej ne o nas in ne o tebi. Ne, govori o, mislim, vsi poznamo kakega majstra. Upam, da jih poznate čim manj, pa da se vam čim manj delali po hiši.
Jaz sem tak majster, da ga ni, taga majstra, če ga najdeš, ga pa Bog ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim posla, pa ne rabim niti vedeti, niti znat. Ne vidim glih razlike v špeni ali pa palci, sem pa uro na tereni, pa 2 ure na malci, jaz sem majster. V besedi in v sliki in delam vse tako, kot delajo veliki, to je majster. Pa kdo vam je to delo, kje si majster? Pa se mi je zdelo, kaj je majster? Ja, vam je tukaj fino, mene pa na šihtu gonijo ko žvino, ja. Ko nekdo reče, kje si majster, jaz odgovorim, mene ni nič sram, se prav razveselim, ker jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moje avto, gor je moje ime. Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez vaservage hvatam krivine. Me pošljejo po lajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleščka, mi zmeri nekdo pajsne. Porežem se na meter, imam vinko za okras, jaz to vse na oko, das ist Augenmaß. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi, so ploščice pošrek, men se pa ne zdi, ja, me jebejo te deske, pa imam vse podatke, sem 3-krat jih že rezal, pa so še fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni, morbit smo malo slabši, nismo pa poceni, to je majster. Pa kdo vam je to delo, kje si majster? Ma se mi je zdelo, kaj je majster? Ja, vam je tukaj fino, mene pa na šihtu gonijo ko žvino, ja. Vsi poznamo take majstre, ne? Upam, da čim manj. Imam 2 asortimana, orodja z Neckermana in nove šuhe prav za na gradbišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda, Bog ne daj pa da me kdo zares poišče. Ke zmeri pride malo pozno, ke sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta. Nimaš kaj, tako je to pri nas. Pa obšlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam, boste dal pa tepih te, boste dal pa tepih tam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa sam. Že boš, da grem si kupit vse na mesto, da njim dam, ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. 2-krat sem že gledal, zdaj pa men da vem. Enkrat sem že probal, zdaj pa men da znam. In evo še en majster je prišel na seznam, kje si majster? Pa kdo vam je to delo, kaj je majster? Ma se mi je zdelo, kaj je majster? Ja, vam je tukaj fino, ja, mene pa na šihtu gonijo ko žvino, ja. Pa zmeri imajo tukaj za delat, pa nikdar ni narejeno tako kot treba. Pa zmeri se hvalijo, pa nikdar ni kriva mašina, zmeri je kriv nekdo, ta tretji, samo on ne. Ampak mi takih mojstrov ne poznamo veliko, verjetno. Ne, bravo. Čeprav v gradu je vedno tako, nikoli niso čisto ravno stene, ne. Imamo tudi par takih primerov, se to celo pričakuje, čeprav seveda ne v tej naši čudoviti dvorani, ki je res mojstrsko narejena. Si pa ti seveda mojster kantavtorstva tudi, ne, bova rekla tako. Dobil si že nagrado, prvo nagrado.
v Rušah na tem 17. tekmovanju kantavtorjev, tako da zdaj ne moreš reči, da ne pašeš. Ne? Ne, tam je bilo K mojstrom, ne. tisto je bila prav res lepa zgodba. Pojavil sem se tako po neumnosti, na morju sem bil Ja. in sem videl, ne v glas, videl sem pač, da je tekmovanje in sem napisal, poslal link in potem je prišlo, da sem bil izbran, da lahko pridem in sem mogel iti prej iz morja. In moje dekle ni bilo navdušeno, ampak smo pol zmagali. In žirijo in glas ljudstva in potem mislim, da je oprostila, da smo šli za 3 dni manj na morje. No, vidiš. In to je bila velika nagrada, mislim, si se obogatel s tem. Zelo, Ja, zelo fina, velika. da. 2 ogromni plaketi in ena, ker je Kantfest za kantavtorje, so šli tako daleč, da dobiš eno dejansko oranžno kanto, ogromno. In meni je bilo to fenomenalno. Jaz sem še vedno to kanto doma za kable noter dajati in ko je treba nekaj na hitro pospraviti, da vržeš not in zapreš in si pospravil. Genialno, no. Genialno. In to je v bistvu za tiste, ki delamo čist neke druge stvari, največje zadovoljstvo. Ne? Ja. Ni v bogatstvu, je v tistih izjemnih ljudeh, ki nas pohvalijo, ki nam reče kaj lepega. Lovro, je pri tebi tudi tako? Ja, pohvale se kar usujejo, ne se. Vse? A zato, ker na Instagramu je tako. po tej oddaji. Ja. Kaj šele po tej oddaji, ja. Potem, ker recimo danes je tudi sveti Janez Evangelist goduje, ki je ravno tako zavetnik, ne, vseh rokodelcev, sicer še posebej kiparjev, slikarjev, ampak tudi na našem območju je zelo pomembno povezan z vinom, ne, ker pri nas brez vina nekako ne gre. Imamo tudi posebno vino Janževec, ampak to vaju ne bom sprašvala, ne bom to kuje, pil ga bom. Tiste male skrivnosti velikih majstrov. Ne? Ampak počasi, ne, pa v bistvu smo prišli skoraj do konca, ne da. Imamo še nekaj. Ja, jaz bom izkoristil vsako priliko, ki jo lahko kot kantavtor in bom kot en drug kantavtor. Med glasbeniki velja eno pravilo, kak ti, ne vem, če poznate to frazo, bom zategnil enega šifrerja, kar pomeni, da bom vzel kitaro, ko mi noben nič ne reče in noben nič ne povabi. In bom zaigral še eno, ki je dosti podobna, recimo. Lahko jo navežemo na to. Sicer je napitnica za ljudi, ki nikoli ne plačajo pijače drugim, so pa vedno deležni teh častenj in takih podobnih zadev. In se lahko poveže ker nekateri se težko ločijo od svojega dela, nekateri se pa zelo težko ločijo od sadov svojega dela. In ta pesem je za njih. Ta pesem je za njih. Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok, dobesedno. Ne, da nimam, vsega imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pol bi bil doma, pa folk me ne bi maril, pa da plačam celo rundo, samo ko rodi se sine. 2-krat live, pa še te boge spomine bi odnesel poceni špricer. Nismo taka mona. Varča naj bo žarnica, mi bomo suvinjona. Varča naj bo žarnica, mi bomo suvinjona. Res mi niti ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zaradi parkirnine gaziš čez vsak moment, zato ker ti tako skrbno paziš, da bo zdaj res treba krent, da ne bomo dali še tiste 4 kovance not v kase, Moštinik je zred Salzburga je v toast namesto klobase. Dej ostan podrej doma, pa zakopaj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ko bi tako poceni radi potovali. Varča naj bo žarnica, mi bomo pa prespali. Varča naj bo žarnica, mi bomo pa prespali. Mislim, vse se ne spoznam,
Sam če nisi banka, kaj si kupiš avto, da pol nimaš za potanka? Se od zunaj super zgleda, ja, se je fajn, se nič ne rečem. Sam jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ker če se že ven mečemo, pa se dajmo fajn. Varčo ne bo žarnica, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slab okus vam meče. Greš pa noče z vrata perno hladne ploščice, pa špegonit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregel. Ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno, hladno, ampak lepo pa kot slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa zahajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa zahajci. Tudi za cote škodo denarja, se ne rečem, se nikaj. Samo mogoče vsakih par let si pa gledaj kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar prišel v tistem istem kvantiku, je bil že lani star. Nisem aklik, boga me, da grem včasih v trgovino, tako da res ne veš, če sem zadet pijano, imam steklino, sam da imam pa 20 let isto šekasto Mont Bundo. Čeprav zdaj so spet v modi, bej, tako da. Varča ne bo žarnica, bom jaz redal za rundo. Varča ne bo žarnica, bom jaz sredal za rundo. Lahko bi imel sem 2 kolega, pa še to, ko smo sosedi, da prišparam še na benzo. Ja, lahko bi bil tak dedi, pa na rojstne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kičo, da bo zgledalo fino fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 € moraš doštukati že za čike. To je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima enoslojni skret papir vsako jutro prst uriti. In zdaj je kao njih poslušati, kak je treba, delati odgovorno z denarjem kot odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Kant avtori pa to letos. Mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti danes zadnjim zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, ziher ne ošel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslati. Denar ti skrego bo v familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe, tak si kao dobrodelen, da se mal pokažete, sam bi rekel, MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb. Ne vem pa, kdo to hoče, niti ne vidiš, kdo se pride, niti ne vidiš, kdo se joče. Sam vi to vse že veste, kačem vam je spraviti, varča ne bo žarnica, dejmo mi nazdraviti. Nazdravili bomo v enem primernejšem času. Ja, ja. Mi pa vseeno malo, čisto malo, nadaleč danes, ne? Čisto malo Ja. nadaleč. Mi bomo za danes zaključili na tej pozitivni noti. Mislim, pozitivna ni, nota je pa bila. In se vidimo naslednji teden, oziroma že malo prej kot naslednji teden, v prav posebni praznični novoletni oddaji, kjer nas čaka zopet en kup lepih presenečenj, kup glasbenih točk, neke igre celo se omenjajo, jaz upam, da ne bom jaz mogel kaj. Ja, ti boš imel neko delo, no. Ja, Da ne boš kar super. samo govoril za naslednjič, ne da. Ja, baš. No, torej, gledajte nas prihodnji, kaj bomo četrtek? Ja, 30.12. sreda, ne, sreda. Sredo. 30.12. smo imeli vsako leto v tej dvorani, oziroma vsako leto 7. bi bil to gala novoletni koncert, ki je vedno privabil vse tiste, ki imajo radi glasbo, ki imajo radi to dvorano, ki imajo radi naš muzej, to me najbolj veseli. To je bil en tak koncert v zaključku leta, ki smo se ga veselili že celo leto, bi lahko rekli, in vedno zelo uživali. Tako da, ampak vseeno, en delček bova midva prinesla, ne? Zato seveda tokrat 30.12. ob isti uri, na enak način, Robi, Alenka, pa še nekaj drugih gostov, tudi naši posavski župani, našo osrednjo gostjo pa bova predstavila naslednjič. Takrat v živo, recimo. Tako. Tako da gledajte nas naslednjič, vljudno vabljeni. Nič siljeni, tudi Lovro Prib, da nas boš gledal, Nič siljeni.